Kako pričakujete, da se bo zeliščarski center jugovzhodne Slovenije nekako vklopil v širšo ponudbo in Novega mesta in Dolenjske? Dejansko cele Slovenije, Dolenjska in Novo mesto je področje zelenih gričev, izredno bogato področje, področje ljubeznivih ljudi in to je tisto, kar mi moramo skozi turizem, skozi razvoj turizma kot gospodarske panoge ponujati. Se pravi eno unikatno ponudbo, turizem, kjer se bomo posvečali ljudem in tukaj vidimo veliko priložnosti. V samem tem zeliščarskem centru bojo nudili delavnice, sprehode v naravi, tukaj mogoče možnosti za kuharske delavnice, čedalje več se zelišča uporabljajo tudi v kulinariki. Potem vidimo priložnosti za bivanje, kajti zgradili bojo majhne, preproste lesene hiške, sožitje nazaj k naravi, razvijanje čuječnosti, razvijanje odnosa do narave, do zdravilnih zelišč, ko si res lahko veliko pomagamo sami, naredimo in se mi zdi, da turisti, obiskovalci čedalje bolj iščejo takšne programe, kjer bojo lahko zaživeli nazaj k naravi. Dejansko ta klic nazaj k naravi se mislim, da je čedalje bolj prisoten. Recimo lani smo tukaj na Dolenjskem imeli dvoje gostov iz Berlina, ki so se še enkrat vrnili nazaj v to našo majhno, lepo, preprosto Dolenjsko. Ta naša butičnost, ta naša neokrnjena narava, zelenje, bogatstvo rastlin, bogatstvo živalskega sveta, izredno bogata kulturna in naravna dediščina, etnografska enološka dediščina, potem pa seveda prijazni ljudje, to so tisti naši aduti, ki jih moramo prepoznati, jih moramo gojiti in tržiti. Lahko morda konkretno poveste še kakšen podoben projekt v vašem okolju oziroma take programe ali ponudbe, ki so v vaših krajih res močno povezani z naravo? Ja, čedalje več takih projektov delamo, že tudi turizem v Zidanici je en tak, ko so ljudje nastanjeni v teh zidanicah in potem raziskujejo Dolenjsko, Slovenijo, potem aktivnosti in ponudba turistična in športna na naši zeleni lepotici Krki, kjer je veliko priložnosti za aktivni turizem. Turisti nočejo biti več samo pasivni opazovalci, želijo biti aktivno vključeni v dogajanje in naša narava, reke vsekakor možnosti tudi skozi fotosafari, lov, ribolov, glampingi, tale park, adrenalinski park imamo pri Otocu. Številne ponudbe se prebujajo, zgodbe se gradijo in gradimo našo turistično ponudbo res na osnovi zgodb, ki so tukaj doma. Janez Trdina in bajke in povesti iz Gorjancev, naši zeleni Gorjanci, bajke, zgodbe, oglarjenje, ponovno oživljamo na Gorjancih oglarjenje že. Letos 15-ič smo imeli in prižgali kopo, tako da številne priložnosti so, treba jih je prepoznati, poiskati in ponuditi obiskovalcem. In tudi promovirati. Absolutno. Promocija je tukaj zelo pomembna, lahko imamo najboljše produkte, najboljšo kulinariko, če ne znamo tega promovirati, če ne znamo tega pokazati in tukaj je zelo pomembno, da stopimo skupaj, ker smo majhni, da ne drobimo našo ponudbo, ampak da nastopimo kot regija in kot taki se predstavimo tako Sloveniji, kot tudi izven meja Slovenije. Hvala.